Nekdaj paradni konji slovenskega gospodarstva, stebri prehranske varnosti in suverenosti se vse od osamosvojitve drug za drugim selijo v tuje roke. Zdaj hrvaški Boskvar dokončno prevzel večinski del enega največjih igralcev na slovenskem kmetijskem in živilskem trgu Panvite. Največja hrvaška živilska družba, braća Pivac, pa bi rada večino celjskih mesnin, največjega odkupovalca živine in predelovalca rdečega mesa v Sloveniji. Zakaj je tako? Kakšne so lahko dolgoročne posledice in tveganja? Je ogrožena prehranska varnost, ki je strategija države? Pa tudi, kaj to pomeni za potrošnike? Bomo sploh še jedli domače? 24 ur, fokus. Včeraj v Inšpektorju. Lahko rečemo, da je ta živina, ki gre v tujino, boljše kakovosti. Ocenjujem, da je to meso, ki se vrne v Slovenijo, slabše kvalitete. Je nekega dela preveč na trgi, naredijo akcijo in se cena zniža. Mi pa pač cel cajt se trudimo, da imamo meso sveže in ga sproti porabimo in teh akcij si ne moramo privoščiti. V povprečju prodamo 2/3 mesa v promocijah oziroma v akcijah, ostale pa pač redna prodaja. Zagotavljate nekako, da so lahko slovenski potrošniki mirni, prepričani, da je meso, ki je na trgovskih policah, govorimo zdaj o svežem mesu, kakovostno in varno? Mislim, da ja. Tukaj so občasno pojavljajo posamezniki, ki izigravajo sistem. Hipokrat je rekel, da si to kar ješ, ne? Včeraj smo torej v Inšpektorju raziskovali, kaj jemo, kakšno meso je v trgovskih hladilnih vitrinah, odkot prihaja, kam ga izvažamo, kdo si v prehranski verigi odreže največji kos pogače. Danes v fokusu pa o tem, kaj se je zgodilo z velikimi nekdaj slovenskimi živilskimi podjetji, slovenskim ponosom, paradnimi konji slovenskega gospodarstva, stebri prehranske neodvisnosti. Nekateri so na smetišču zgodovine, drugi pa v lasti tujih, večinoma hrvaških, pa tudi srbskih, čeških, ukrajinskih, francoskih lastnikov. Leta 2009 je, potem ko ga je povsem izčrpala družina Vovk, kot prvi padel mit. Leto kasneje je Istrabenz hrvaški Atlantic Grupi prodal Drogo Kolinsko. Izgubili smo Argeto, Kokto, Smoki, Donat, Bar Cafe. V 2011 je pivovarna Laško srbskemu nektarju prodala ajdovski fruktal. Naravno sočno blago, da bi s pančkom jedli vsi, to so frutki iz fruktana, slasti pripravljeni. Leta 2013 je francoska skupina Lactalis kupila ljubljanske mlekarne. Pravijo, da je tu nazarensko dobro. Leto kasneje je češka Kofola prevzela Radensko. Radenska Tepoj. Enkratna Radenska na vseh koncih sveta. Pred desetletjem je v rokah hrvaškega Agrokorja končal Mercator. Leta 2015 je hrvaška Podravka kupila Žito. 4 leta kasneje je novega lastnika ukrajinskega prehrambenega velikana MHP dobila Perutnina Ptuj. Hrvaška skupina braća Pivac bi zdaj rada prevzela celjske mesnine. V hrvaške roke pa se sili tudi prekmurski agroživilski velikan Panvita. Panvita je eden največjih igralcev na slovenskem kmetijskem in živilskem trgu. V Sloveniji zaposluje več kot 700 ljudi in obdeluje več kot 3500 hektarjev kmetijskih zemljišč. V letu 2022 je dosegla dobrih 117 milijonov evrov prihodkov in več kot 10 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja. To, kar pridelajo, gre v njihove lastne izdelke. Tudi praktično vso meso prihaja iz njihove verige, pojasnjuje izvršni direktor Panvite Toni Balažič. Smo pri vzreji prašičev v Sloveniji največji. Imamo vzrejo 60 tisoč prašičev, 190 tisoč v Sloveniji. Imamo lastne piščance in tudi v bistvu odkupujemo slovensko govedo. Imamo vse nadaljne procese pod svojo kontrolo.
Lastniško kontrolo pa bo po novem preko 51-odstotnega lastniškega deleža imel hrvaški sklad Boskar, čemur je minuli petek dala zeleno luč tudi Agencija za varstvo konkurence. Kar je po Balažičevem mnenju dobro, saj da gre za strateškega lastnika, ki ne prihaja iz prehranske industrije. Ampak kaj to pomeni za zaposlene, za obdelovalne površine, za njihovo infrastrukturo? Cilj je seveda to, da rastemo. Jaz mislim, da ni bojazni, da bi zaradi prevzema prišlo do kakršnekoli odpuščanja. Tudi strategije glede izrabe 3200 hektarjev, ki jih ima Panvita v dolgoročnem najemu od države, ne nameravajo spreminjati. Torej naj bi še naprej vsa surovina, pšenica, koruza in ostali pridelki ostajala v Sloveniji. Ta zemlja je bila do danes zelo dobro obdelana in tudi v prihodnje bo zelo dobro obdelana in mislim, da je to osnovni interes države. Načrtovan prevzem celjskih mesnin, največjega odkupovalca živine in predelovalca rdečega mesa v Sloveniji, ki zaposluje 400 ljudi, medtem spremlja prava drama. Maja letos je presenetila novica, da nameravata lastnika celjskih mesnin Izidor Krivec, ki podjetje vodi že več kot 3 desetletja, in kranjski poslovnež Danilo Dujović večinski delež podjetja prodati hrvaški skupini Braća Pivac. Hrvati so najprej od Dujovića kupili 40-odstotni delež avstrijskega podjetja CM Invest, lastnika celjskih mesnin. Ko bi morali od krivca pridobiti večinski delež, pa je najprej na zahtevo specializiranega državnega tožilstva, ki Dujovića preganja zaradi kaznivega dejanja gospodarske kriminalitete, to preprečilo celjsko sodišče, nato pa je krivcu načrte prekrižalo še celovško sodišče. Krivec pred kamero, da bi pojasnil vzroke, zakaj prodaja družbo, ne želi, pisno sporoča, da v celjskih mesninah zaradi pridobivanja soglasja za integracijo v veliko in kapitalsko močno skupino, kar bi omogočilo nadaljno rast, razvoj in uspešno poslovanje družbe, ne dajejo izjav. Zakaj sta se Krivec in Dujović odločila za prodajo celjskih mesnin, uradno ni znano. Neuradno zato, ker se je podjetje znašlo v težavah in ima je zmanjkalo denarja za poplačevanje njunih obveznosti. Že kar nekaj časa pa naj bi bila tudi sprta. Dr. Andrej Udovč, ste agrarni ekonomist, zelo dobro poznate razmere v prehranski verigi. Kaj po vašem mnenju te prodaje slovenskih podjetij, ki se dejansko dogajajo že vse od osamosvojitve naprej, pravzaprav pomenijo? Bomo Slovenci zaradi tega jedli manj kakovostno hrano? Torej, sami potrošniki, saj na kratki rok, verjetno ne bomo čutili nobenih posledic, kajti struktura hrane, ki jo imamo že danes v Sloveniji, kot veste, je povezana z količino samooskrbe, ki smo jo sposobni zagotoviti, in Slovenija je seveda ne samooskrbna država in veliko hrane prihaja iz tujine. Je pa res, da pa se lahko delež slovenske hrane, ki je sedaj v ponudbi, še zmanjša, čeprav vemo, da veliko jo že danes izvozimo v druge države in ne pride na slovenski trg. Kaj pa dolgoročno? Je lahko na kocki prehranska neodvisnost države? Vsi proizvajalci hrane v Sloveniji so vsaj delno povezani tudi z proizvajalci na primarni ravni, to se pravi s kmeti, s kmetijskimi podjetji, in seveda strategije lastnikov dolgoročnih se prilagajajo cenovnim razmeram, povpraševanju potrošnikov, in zelo verjetno ali velika nevarnost obstaja, da bi se tudi odrekli slovenskim proizvajalcem, kajti vemo, da večina slovenskih proizvajalcev pravzaprav ima visoke proizvodne stroške in torej tudi ne morejo z nizkimi prodajnimi cenami ugoditi željam kupcev, ki so recimo na drugi ravni verige s hrano. Ali se bo Klemnu Škufci v prihodnosti govedoreja še izplačala, ne more napovedovati, tako kot ne prihodnosti slovenskega kmetijstva. Jaz sem včasih pohecam, slovenski kmet se mi zdi, da je v bistvu kar ene vrste najcenejši komunalno podjetje, ko ureja našo okolico. Ne zavedamo pa se, pravi, da ta kmet za evropske razmere kljub temu še vedno prideluje zelo kakovostno hrano. Mi smatramo, da je to samoumevno. Ne zavedamo pa se, da to ni samoumevno, da se to enkrat tudi lahko drugače obrne. Pa bomo iskali hrano druge, pa mi verjemite, da ne bomo dobili nikoli več tako kvalitetne, kot jo lahko predelamo sami doma. Že zaradi kratkih dobavnih verig in transportov. Kaj prodaja velikih agroživilskih podjetij tujcem pomeni za potrošnike, skrbi tudi Tomaža Cimermana iz družinske prašičerejske kmetije pri Ptuju.
če vsak laik pogleda sliko, kakšno je stanje, koliko še je, koliko še nas je slovenskih podjetij v tem živilski branži, mislim, da so stvari zelo jasne, kar se pa tiče varnosti. Mene osebno zelo skrbi, ampak tukaj v resnici ne vem odgovoriti, ker ne vem, kdo tukaj pije in kdo je, ne. Celjske mesnine Izidor Krivec lastniško obvladuje vse od leta 2007. Delnice je kupoval od zadrug in drugih lastnikov, prevzem je večinoma financiral Dujović. Tako pa o zadružni prodaji celjskih mesnin danes razmišlja Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Takrat žal nisem bil zraven, mislim, da bi se pa mogli temeljito premisliti, ali je res potrebno, da smo takrat recimo celjske mesnine dali v privat roke. V zadnjih 2 letih so se celjske mesnine znašle v hudih težavah. Energetska kriza je močno zvišala stroške, cene osnovnih surovin so narasle, družba pa vsega tega ni mogla v celoti prevaliti na kupce in pokriti z dvigom prodajnih cen. Če bomo uspeli vsaj 15% dvigniti, bomo mogoče preživeli, sicer pa je zelo stanje lahko kritično v živilski industriji, sploh v mesni industriji. Lani so celjske mesnine prvič v zgodovini poslovali z izgubo, poslabšala se je likvidnost, podaljšali plačilni roki. Drugače povedano, družbi je začelo zmanjkovati denarja, tako za financiranje tekočega poslovanja, kot odplačevanje finančnih obveznosti obeh lastnikov. Cene ne bomo dvigovali, da bi ustvarjali neke dobičke, ampak zato, da bomo preprosto preživeli. Kakšne načrte ima s celjskimi mesninami skupina Brača Pivac, največje živilsko podjetje na Hrvaškem, ki zaposluje več kot 3700 ljudi in ima odlične zveze v vrhu hrvaške vlade, ni znano. Pisno so nam sporočili zgolj, da izjave, dokler poteka postopek pridobivanja soglasja pristojnih organov, ne morejo dati. Država je kot lastnica družbe Farme Ihan leta 2021 v času vlade Janeza Janše svoj 25-odstotni delež v Panviti prodala družini Polanič za 1 milijon evrov. In to kljub temu, da so strokovne službe v DUTB, ki jo je takrat vodil Franci Matos, prodaji po tej ceni nasprotovale, saj da je dejanska vrednost več kot 2 milijona evrov. S to prodajo se je lastništvo v Panvite tako konsolidiralo okoli družbe Regal Trgovina oziroma družine Polanič, ki je sedaj 51-odstotni delež prodala hrvaškemu Boskarju za 50 milijonov evrov. Ne Ihan, ne država ni v tega lastniškega deleža v bistvu imela nič. Kaj pa družina Polanič kot sicer zdaj manjšinski lastnik? Če imela kaj tega? Ja. Ne. Kako ne? Zaradi tega, ker če pogledate, od katerega deleža mislite? Ja, če so za 1 milijon evrov kupili delež Farm Ihan v Panviti in so zdaj to lahko prodali za bistveno več? Ja. Poglejte, kot prvo je treba razumeti, da v primeru prodaje tega deleža je šlo v največ denarja za dokapitalizacijo. Tako da bi zdaj obstoječi lastniki bistveno zaslužili na tem deležu sploh v nivojih, o katerih ste pravzaprav več čas govorili v javnosti, preprosto ni tako. Novi večinski lastnik si sicer mora sposoditi denar za vstop v Panvito. Poleg tega je sedež podjetja, ki so ga ustanovili za prevzem, po poročanju necenzurirano na istem naslovu, kjer že delujeta 2 podjetji, povezani z Matjažem Kovačičem, nekdanjim predsednikom uprave Nove KBM, na prvi stopnji obsojenim zaradi zlorabe položaja pri financiranju prevzema časopisne hiše Večer. So zaupanja vredni? V primeru M+, torej Boskarja danes, so vlagatelji izredno ugledne mednarodne institucije, ki dejansko vlagajo v ta sklad, da bi denar oplemenitili. Hrvaški Boskar nam je v pisnem odzivu sporočil le, da so zaradi zelene luči varuha konkurence zadovoljni in da so v Panviti našli partnerja, ki je lahko platforma za ustvarjanje vodilnega prehrambenega podjetja v regiji. Da bi se tuje lastništvo še zadnjih velikih agroživilskih podjetij lahko že kmalu poznalo tudi na trgovskih policah, Branka Ravnika, varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, vsaj za zdaj še ne skrbi. Potrošnik odloča v največji meri
In dokler imamo še vedno tako velik delež slovenskih izdelkov na trgovskih policah, dokler imamo še organizirane dobavitelje, dokler imamo še vedno tako visoko kakovostno hrano, mislim, da ni zaradi tega bojazni. Da posledice zagotovo bodo, medtem povsem iskreno in neposredno razmišlja direktor največje zadruge v Sloveniji, zadruge Trebnje Krka. Mislim, da to nikakor ne pomeni, da bomo Slovenci ostali brez hrane. Res pa je, da s tem zgubljamo suverenost, zgubljamo svojo neodvisnost. Mi potem, ko prodamo, smo kritični, ja, pa je lastnik naredil to, pa je uveljavil ta interes, pa je namest, ne vem, slovenskih proizvodov pripeljal recimo v trgovino svoje tuje proizvode. Vsak lastnik pač zasleduje svoj interes. Sam mislim, da je predvsem slabo to, da nimamo neke strategije, da država nima neke strategije. Družba Farme Ihan so preko slovenskega državnega holdinga v 100% državni lasti. V družbo so povezani Farme Ihan, MPR, Meso Kamnik, Goko in Voa. In trenutno so Farme Ihan v fazi prestrukturiranja. Njihova prihodnost ni jasna. Naš cilj je, da obdržimo celotno verigo, da zagotovimo prepotreben kapital za prepotrebne obnove, od hlevov do proizvodnih kapacitet. Zdaj smo v fazi razgovorov z lastnikom. Jaz mislim, da bo do konca leta zadeva zelo jasno, v katero smer bomo šli. Če ne bo denarja, pač ni mogoče izključiti, da bodo morali tudi oni v prodajo tujcem. Toni Balažič ima dolgoletne izkušnje v živilsko-predelovalni oziroma prehranski industriji. Bil je predsednik uprave Fruktala, pa skupine Žito in tudi Mercatorja. Vsa 3 podjetja so zdaj v rokah tujih lastnikov. Lastniki, to je v prvem primeru Pivovarna Laško, v drugem država ter v tretjem banke, so jih prodali v času, ko Balažič ni bil na čelu teh podjetij. Tudi znotraj prehranske industrije v bistvu imamo primere, ki so dobri primeri. Če pogledamo primer Ljubljanskih mlekarn ali če pogledamo primer Perutnina Ptuj, v obeh primerih se je poslovanje izrazito izboljšalo. Smo pa v Sloveniji naredili nekaj napak, priznavam. Nekateri menedžerski prevzemi so bili izvedeni s premalo lastnega kapitala, kar je v končni fazi pripeljalo do stečaja. Drug problem je v tem, da se slovenska prehranska industrija ni znala povezovati v času, ko bi se morala povezovati. Tretji razlog pa je po njegovo v tem, da država, ki je bila pomemben solastnik marsikaterega podjetja, ni poskrbela za bodisi dodatni kapital, bodisi za prodajo lastnikom, ki bi se lahko uspešneje širili v regiji. Nekatere prodaje so bile neizogibne, druge pač ne. Fruktal bi lahko kupil Nektar in ne obratno. Smo se v bistvu pogovarjali o 2 projektih, ampak noben od teh projektov v samem bistvu ni imel dovolj posluha strani lastnikov, da bi se to dejansko zgodilo. In tako je industrija, ki je v Sloveniji imela zelo zdrave temelje v smislu znanja, blagovnih znamk in profitabilnosti, v veliki meri končala v tujih rokah. Nismo znali izkoristiti tistega trenutka, ki smo ga pravzaprav imeli pred 15-20 leti. Vsaj delno s prstom na državo kaže tudi Tomšič. S svojimi politikami bi mogla država vplivati na to, da bi vzpostavila okolje, kjer bi vsi lahko preživeli in dosegli tržne cene. In tudi mogli bi jasno predstaviti, kakšne potem tržne cene so in tudi zagovarjati, da pač realna tržna cena nekega blaga ali pa nekega mesa je taka, kot je, ne pa se populizem in govoriti, kako je vse predrago. Če bodo pogoji za kapital v Sloveniji primerljivi z pogoji v regiji, potem nas ne bi smeli biti strah za prehransko varnost in pa tudi za povečevanje samoskrbe. Bi pa pričakoval od države, ki pa že ima rečemo 30 letja plus, da bo imela neko strategijo, kaj je za njo pomembno. Če je pomembno elektrogospodarstvo, telekomunikacije, zdravstvo in tako naprej, jaz mislim, da je ključnih stebrov tudi hrana. In kmetijska ministrica v primeru Panvite in celjskih mesnin država pravi, ni mogla in ne more ukrepati. V danem trenutku kot ministrstvo, razen tega, da nameni posebno pozornost, kaj se v agroživelskem sektorju dogaja in kje lahko kot država pomagamo, nismo imeli nobenega vpliva in moči. Absolutno pa je tudi pri nas vzbudilo določeno skrb in da moramo nekaj spremeniti tudi na področju agroživelstva.
Zato snujejo prehransko strategijo, ki bi zagotovila povezanost prehranske verige, s tem pa višjo samooskrbo, robustnejšo prehransko varnost države. Tista agroživilska podjetja, ki jih kot država še vedno imamo v lasti, ne smemo dovoliti, da pride do tega, da bi se prodala, ampak da bi se v njih tehnološko investiralo, da bodo konkurenčna, da bodo napredna, da bodo usmerjena za dobrobit živali, v smeri, tako kot nam tudi skupna kmetijska politika nas nekako usmerja. Omenili ste to strategijo prehranske varnosti, je tukaj kakšna časovnica, kako, kdaj bi zaživelo in tako naprej? Časovnice trenutno si nismo morda niti še upali ali pa uspeli postaviti. Strategijo želimo skupaj z vladnim delom, s širšo javnostjo, z vsemi deležniki v kmetijstvu tudi deloma postaviti. Strategija je pravzaprav prvi dokument, ki je potreben, ki mora pravzaprav definirati, kaj si v bodočnosti želimo, vendar pa manjkajo potem pravzaprav akcijski načrti za to izvedbo. Da poslovno sodelovanje v verigi šepa, pravi tudi Toni Balažič. Nekoč dobri odnosi, naprimer v žitni verigi, so se porušili. Konflikti v verigi so se pa v bistvu začeli zato, ker so se vsi verigi na eni strani borili za isto vrečo subvencij, namesto da bi država že takrat znala ločiti subvencije, torej temeljno ločiti subvencije za podjetja in za kmete, in imeti tudi popolnoma drugačno strategijo, in ker je v samem bistvu prišlo do prevelike politizacije tega problema. Vsak vedno samo svoj vrteček, ne vedno pa skupne slike. Prodaja slovenskih prehranskih oziroma živilsko-predelovalnih podjetij tujcem ima dolgo zgodovino. Nekatera podjetja so propadla, druga so pod tujimi lastniki še uspešnejša, spet tretja, nekdaj ponos slovenskega gospodarstva, so na smetišče zgodovine popeljali domači lastniki. Strategija države na tem področju pa je bila najmanj pomanjkljiva, če že ne neobstoječa. In tudi danes pravzaprav ni jasno natančno, kakšna je. Kar pa ne pomeni, da je prepozno. Čeprav v tuji lasti so prehranska podjetja v Sloveniji, odkupujejo surovine od slovenskih kmetov in prodajajo svoje izdelke slovenskim potrošnikom. A razmere, odnosi v prehranski verigi niso najboljši. Zaupanje kupcev, ki prav s svojimi kupnimi navadami krojijo politiko, tako trgovcev kot rejcev, zelo krhko. Odgovornost za prehransko varnost in za to, da bomo tudi v prihodnje lahko jedli kakovostno slovensko hrano, pa je v rokah vseh: države, kmetov, trgovcev, vodstev prehranskih podjetij in ne nazadnje potrošnikov. Poglejmo v nadaljevanje oddaje.